Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je večer, ki vabi k pustnim norčijam, smehu in pisanim maskam. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Izi in njenemu prijatelju Franu. Prav njuno prijateljstvo, ljubezen do pusta, pustne tradicije ter kurentov oziroma korantov je postal navdih za današnjo čudovito zgodbo, ki ohranja slovensko kulturno dediščino in tradicijo. In ko je deček Fran zvečer zaprl oči in so ga sanje odpeljale v svet domišljije, se je zgodilo marsikaj čarobnega. Fran je pričel razmišljati, o kaj vse bi se lahko prelevil za pusta Hrusta. Le katero pustno masko je Fran izbral? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Izo in Frana, nastali izpod peresa slovenske avtorice Nastje Glušič z naslovom Kaj bo Fran za pusta Hrusta? Kaj boš letos za pusta Hrusta? Je vprašala mama Frana. Fran jo začudeno pogleda in vpraša: Kaj je to pusta Hrusta? Pust je, kadar si nadenemo različne maske in se družimo ter zabavamo s prijatelji. Lahko se maskiramo v živali ali superjunake, lahko v tradicionalne etnografske like, pravljična bitja ali različne poklice. Pravzaprav si lahko karkoli si želiš, Fran. Karkoli si izmisliš, ti bom izdelala ali kupila, mu z navdušenjem razloži mama. Kako krasno, se razveseli Fran. Bom razmislil, katere maske so mi najbolj všeč. Tisto noč sanje odpeljejo Frana v svet domišljije. Sanjal, kaj vse bi se lahko spremenil za pusta Hrusta. Ideja, da je lahko nekdo drug, mu je zelo všeč. Kaj, ko bi bil čarodej in bi si lahko izpolnil čisto vse želje? Vse bi bilo po moje, jaz bi bil glavni. Wow, kako krasno bi bilo to! Ali pa bi bil pošast, ki bi lahko pojedla vse sladkarije in mi nihče ne bi rekel, da jih ne smem. Ali pa bi bil televizor in bi ves dan lahko gledal risanke. To bi bilo res zabavno. Ah ne, še boljšo idejo imam. Lahko bi bil denar in bi si kupil vse igrače tega sveta. Sanja Fran. Ko se Fran zbudi, takoj pove svoje sanje mami. Mama ga posluša in reče: Dobre maske si zamislil, Fran. Letos gremo spet na obisk Izi, ki nas bo peljala na pustno povorko. Do takrat se odloči za eno masko. Ja, zavriska Fran ves srečen in vpraša: Kaj bo pa Iza za pusta Hrusta? Iza bo kurent, odgovori mama. Kdo je kurent? Z radovednim pogledom vpraša Fran. Kurent ali kurant je pustni lik, ki odganja zimo in kliče pomlad. Narejen je iz ovčjega kožuha, ima 5 velikih kravjih zvoncev, kapo s pisanimi trakovi, rožami in peresi ali kravjimi rogovi in ježevko v rokah. Mu razloži mama. Pri
Pridi, ti ga pokažem na fotografiji. Kurent ali kurant preganja vse slabo in prinaša dobro. Je kot nekakšen junak in vsi ga imajo zelo radi. Tisoče atijev, mamic, fantkov in punčk se vsako leto maskira van. Mu ob fotografiji pripoveduje mama. Ponoči Fran znova sanja o maskah, ki si jih je zamislil. Naenkrat je oblečen v pošast, ki ima pred seboj kup sladkarij. Ampak jih je sam. Nato se spremeni v denar in njegova soba je polna igrač. Ampak se z njimi igra sam. Nato se spremeni v televizor in ves dan gleda risanke. Ampak jih gleda sam. Ponovno se spremeni v čarodeja in vse je tako, kot on reče. Ampak je sam. Nima komu ukazovati, kako naj bo. Na koncu sanj pa se pred Franom pojavi polno kurentov ali kurantov. Eni so beli, drugi črni in ko prvi sname svojo masko, Fran vidi, da je to Iza s svojimi prijatelji. Nasmejani se skupaj zabavajo, skačejo in glasno zvonijo zvonci. V tistem trenutku se Fran zbudi iz svojih sanj in začne kričati po hiši. Mami, mami, premislil sem si. Zdaj vem, kaj bom za pusta hrusta. Z Izo in prijatelji bomo skupaj junaki, ki bodo pregnali zimo in priklicali pomlad. Ja, kurant bom, še doda in vpraša. Kaj bo pa sestrica Pavla za pusta hrusta? Kako navdihujoča, igriva in srčna pravljica. Fran nas je opomnil, da je pust čas, ko domišljija nima meja, ko se po ulicah razleže smeh in ko se tradicija preplete z otroško radostjo. Pust pa je tudi čas, ki nas spominja na prave vrednote, predvsem pa na prijateljstvo, ki zasije v vsej svoji lepoti. Draga Iza, naj te ta čudovita zgodba še dolgo spremlja v večere, polne sanj, in naj bo pust zate vedno čas veselja, igre in poguma. In dragi Fran, v domišljiji si lahko vedno čarodej, junak, tudi kurent oziroma kurant, predvsem pa ostani pravi prijatelj. Iskrena hvala tudi avtorici Nastji Glušič, ki svojo zgodbo pomaga ohranjati dragocen del naše kulturne dediščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni slovenski pravljici z naslovom Kako je bila pregnana zima. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Izi in Franu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. In naj bo pust poln smeha, barv in toplih skupnih trenutkov. Čau, čau! Čudovita zgodba. Bravo, Fran. Zdaj grem pa tudi jaz na povorko.